Lepo pozdravljeni v Narodnem muzeju Slovenije, naš četrtem predavanju, ki poteka v sklopu občasne razstave Nekoč je bil Gutenberg. Tokratno predavanje je posvečeno Gutenbergovi okolici v poznem in visokem srednjem veku in z nami je predavateljica doktorica Katarina Katja Predovnik z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktorica Predovnik poučuje arheologijo mlajših obdobij in se kot raziskovalka posveča materialni kulturi visokega in poznega srednjega veka ter zgodnjega novega veka in teoretskim vidikom arheologije mlajših obdobij. V zadnjih letih raziskuje predvsem namizno-keramično posodje iz časa od 15. do 17. stoletja v osrednji Sloveniji, vodi pa tudi terenske raziskave na območju opuščenega srednjeveškega trga Gutenberg. Je pa avtorica večjih znanstvenih monografij, člankov, urednica večjih zbornikov in tudi članica večjih mednarodnih združenj povezanih z arheologijo in kastelologijo. Drugače pa preden se posvetimo predavanju, vas povabim še na dve predavanji, ki bosta po krajšem premoru v teh dveh poletnih mesecih še pri nas v sklopu razstave Nekoč je bil Gutenberg. In sicer 26. septembra ste ljudno vabljeni na predavanje doktorja Roberta Peskarja, ki bo govoril o srednjeveških cerkvah v Gutenbergu in okolici. In pa še zadnje predavanje, ki bo potekalo 17. oktobra, bosta pa govorila dr. Branko Mušič in dr. Živaga Kokalj, in sicer o geofizikalnih meritvah in vidarskih posnetkih najdišča na otoku pri Dobravi. Tako da zdaj pa kar vstopimo predavanje. Najlepša hvala za tole uvodno predstavitev. Hvala vsem, ki ste danes prišli v tem vročem poletnem že, ne več pomladnem dnevu, a ne, danes bo ena ponoči, oziroma, poletni solstici, a ne, to se pozna trenutno na temperatурah. Kakorkoli, današnje predavanje, kot rečeno, bo posvečeno ne samemu Gutenbergu, ampak temu, kaj z vidika arheoloških raziskav vemo o Gutenbergu sočasnih najdiščih v okolici. Pogled na Gutenberg, fotografija, ki je naš kolega Andrej Gaspari posnel pred nekaj leti, ko smo spomladi študenti opravljali tako imenovane terenske preglede, se pravi, ko smo na površju zbirali podatke o materialnih ostavinah nekdanjega naselja, ki se skrivajo tukaj spodaj pod površjem oziroma in je seveda res en tak lep pogled iz zraka na naselje v nekdanjem okljuku Krke, vas Dobrava, severno, in pogled pač na to pokrajino ob Krki, o kateri bom govorila v nadaljevanju. Torej, nekako najdišča, ki jih bom predstavljala, oziroma arheološke informacije, ki jih bom predstavljala, so najdišča na območju spodnjega toka reke Krke. In tole je čisto samo za začetek, ne bom se zgubljala v podrobnostih, ampak samo malo za vtis, kaj vemo o poselitvi tega prostora v času pred nastankom Gutenberga, se pravi v obdobju zgodnjega srednjega veka. Pravzaprav dolgo časa smo vedeli bolj malo, oziroma bilo samo nekaj najdišč znanih. Zdaj v zadnjih letih se je predvsem v sklopu avtocestnih raziskav in pa nekaterih novih odkritij in raziskav tudi na teh prvih vrhovih oziroma grebenih Gorjancev se je teh informacij nanizalo nekaj več, tako da vidimo, da predvsem staro rimsko cestno mreže je očitno še vedno predstavljalo neke glavne osi za naseljevanje potem, oziroma za, kako bi rekla, nadaljevanje poselitve tudi v zgodnjem srednjem veku. Zdaj kolega Miha Kosi
je v svojem predavanju pred nekaj meseci predstavil zgodovinske podatke, ki jih imamo o tem, kako se je v bistvu potem v visokem srednjem veku izoblikovala posestna struktura in poselitev tega prostora. In če ste morda to spremljali, oziroma samo da nakratko ponovimo, glede na podatke direktne in indirektne, ki jih imamo, zgodovinske, se zdi, da je prostor južno od Krke na tem območju bil, ne bomo rekli povsem nenaseljen, ampak precej redko poseljen v recimo času tja nekam do konca 12. stoletja, ko se očitno velikaši takratnega nemškega, tega svetega rimskega cesarstva začnejo pravzaprav zanimati za ta prostor in pričnejo neke vrste prodor proti jugu, ki ga po ugotovitvah predvsem kolega Koseja in drugih zgodovinarjev najbrž ne gre razumeti nujno kot neko vojaško osvajanje, v smislu zelo konfliktnih situacij, ampak da gre verjetno ta prostor med Gorjanci in Krko ob koncu zgodnjega srednjega veka oziroma v začetku visokega srednjega veka razumeti kot neko nikogaršno zemljo oziroma en prostor, ki je bil redko naseljen in kjer ne na eni strani ogrski kraji, ne nemški cesarji oziroma kraji niso direktno oziroma neposredno izvajali oblasti do tega časa. In v del te zgodbe, od konca druge polovice 12. stoletja naprej, gre bržkone umestiti tudi sam nastanek Gutenberga, pa tudi nekaterih drugih najdišč, ki jih bom danes omenjala. Medtem, ko imamo pač na tej karti predstavljeno zgodnje srednjeveško poselitev, ki je segala tam nekje od, še pozno antičnih morda, oziroma pozno antične poselitve potem preko teh stoletij, vse tja do 10. in 11. stoletja, bomo pa zdaj govorili predvsem o tem, kaj sledi od recimo 12. predvsem druge polovice konca 12. stoletja dalje. Zdaj, tole je ena karta tega istega prostora, ki ne bom rekla, da je popolna, da je idealna, nastala v sklopu enega seminarskega dela pred leti, kjer so poskušali ena skupinica študentov kartirati glede na razpoložljive, tako arheološke kot seveda podatke iz pisnih virov, neke glavne točke v prostoru, za katere imamo podatke, da so obstajale recimo tam nekje v 12. ali začetku 13. stoletja na tem območju med tem kolenom Krke pri Dolenjskih Toplicah oziroma Meniški vasi, pa potem preko Novega mesta in naprej, tu se pač do izliva Krke v Savo. Vidimo, da pač kar imamo informacije, se v glavnem nanaša bodisi na gradove, bodisi na nekaj zelo redka naselja. Nekaj bi gotovo še morali, tudi cerkva recimo niso kartirale, tako da bi zagotovo lahko to še nekoliko dopolnili. Fokus je bil takrat na utrbah, zanimivi so tele beli krogci, ki označujejo arheološko izpričane oziroma odkrite sledi nekih utrjenih lokacij v tem prostoru, ki jih tako prav zelo jasno ne znamo povezati s katerim okoli informacijo iz pisnih virov in nekaj takšnih najdišč bom tudi omenila v nadaljevanju. Torej, če najprej pogledamo, kako je s temi plemiškimi utrdbami, ki so predstavljale seveda tudi glavna izhodišča in potem tu seveda žarišča za nadaljnjo kolonizacijo in urbanizacijo, kot temu rečemo, tega prostora. Še en pogled na delček tega prostora v okolici oziroma neposredni bližini samega Gutenberga območja Šentjernejskega polja, kjer je ravno tako v sklopu enega diplomskega dela ena kolegica poskušala nekako kartirati, spet ne z ambicijo biti zelo natančna, ampak enostavno nekako kako bi rekla, predstaviti ta prostor z vidika znanih informacij
o lokacijah takšnih in drugačnih kriniških oporišč, od gradov do nekih dvorov in drugih utrjenih prostorov, ki so morda samo arheološko ugotovljenja, ne pa pravzaprav njihovega pravega značaja, niti ta hitri ne znamo pravzaprav jasno opredeliti. Če še malo drugače pogledamo, ničkem po časovnem, razplasteno v časovnem smislu, glede na domnevni čas nastanka, oziroma pač glede na informacije, ki jih imamo, da ničkem vidimo, kako se je ta prostor, da bi rekla, razvijal oziroma polnil počasi. Ja, ampak brez ambicij, da bi poskušala zdaj v tem predavanju pokazati neko celovito sliko. Sem se odločila, da bom rajši pač predstavila tisto, kar morda tudi sama nekoliko bolje poznam, ker sem pri nekaterih raziskavah, oziroma pri večini teh raziskav, ki jih predstavljam, bila sama tako ali drugače udeležena in predstavljala na nek način bolj detaljne informacije o posameznih točkah v tem prostoru. In začela bom kar z lokacijo Stari grad nad Pobočjem, kjer sem pod vodstvom profesora Mitje Luština še kot študentka pravzaprav začela raziskovati. In tekom teh raziskav, ki so se začele pravzaprav z objavo oziroma z analizo gradiva drobnih najdb, ki jih je on sam izkopal še konec 70-ih let, ko je še deloval kot kustos v Posavskem muzeju Brežice. S tem se je začelo v okviru enega seminarja in potem je prišlo do tega, da smo se dejansko odpravili na teren in začeli z izkopavanjem. Tole je sicer pogled na najdišče, pa bom po koncu izkopavanja, potem bo to izkopano območje bilo nazaj zasuto in na najdišču, kot temu rečemo, vzpostavljeno stanje, kakršno je bilo pred raziskavo, kar seveda čisto dobesedno ne drži, ampak recimo, da spravimo najdišče vsaj v smislu nekih gabaritov mikrotopografije bolj manj v stanje, kakršno je bilo pred arheološko raziskavo. Pogled na ortogonalnem posnetku, na območje najdišča, se pravi, tudi gor imamo reko Krko, smo nekoliko vzhodno od Gutenberga, se pravi na jugozahodnem robu Krške kotline, ne na Šentjerneljskem polju, par kilometrov dol vodno od Kostanjevice na Krki, se pravi, tule je Krka, vas Brod v Podbočju, zelo signifikantno je še danes je pač tam prehod čez reko, ne je Brod, ampak že dolgo most. Podbočje, kot se ta vas imenuje, historično ime je Sveti križ, s cerkvijo Svetega križa, ki je dala celi vasi tudi ime, po drugi vojni so jo preimenovali v Podbočje. In tule gor, oziroma na skrajnem jugu Krškega polja, oziroma če hočete drugače, na skrajnem severnem obronku Gorjancev postavljena trgva, ki je v jedru še prazgodovinska, se pravi tole nekakve območje prazgodovinskega naselja in znotraj tega v samem jedru nekdanjega prazgodovinskega gradišča je bil potem postavljen Srednješki grad. Če še malo drugače pogledamo na viderskem posnetku, so mogoče določeni elementi, recimo tako prazgodovinskega gradišča, vključno s tem velikim jarkom in masivnim nasipom tudi na jugovzhodu, kakor tudi sama zasnova, oziroma osnovna struktura gradu z ostanki grajskega jedra in pa ostanki obzidja okrog tega platoja, na katerem pravzaprav ne vemo, kaj se je dogajalo v obdobju srednjega veka, ker je pač se skupaj tam se širi vinograd in tam pač raziskovali nismo, niti geofizike pravzaprav nismo delali, tako da ne vemo, kako je to predgradje bilo urejeno oziroma kaj se tam dogajalo. Če malo drugače pogledamo od juga na najdišče, vidimo območje grajskega jedra in pa ta masiven vzhodni oziroma jugovzhodni nasip, ki je v jedru prazgodovinski nasip, se pravi je branil na pristopni strani prazgodovinsko naselje, kasneje pa je bil izkoriščen v srednjem veku tudi za to, da so gor postavili obzidje, kar je bilo tudi z
tesnim jarkom preverjeno oziroma ugotovljeno že v teh Guštinovih izkopavanjih konec 70-ih let in potem tudi smo to še dodatno dokumentirali in preverili tekom naših izkopavanj v začetku 90-ih let. Torej, kaj vemo o najdišču, kot sem že večkrat rekla, ne gre pravzaprav za več periodno najdišče, kjer je poselitev v večjih obdobjih izpričana. Najstarejše najdbe so še pravzaprav iz bakrene dobe, te kamnite sekire in potem imamo različne predmete, za katere imamo informacije iz konca 19. stoletja od Pečnika, Jerneja Pečnika, pa potem tudi od Ignaca Košljana, recimo, ki sta Pečnik je sam tudi izkopaval, Košljan je v glavnem pridobival predmete od domačinov v okolici. Skratka, v okolici tega gradišča, te naselbine, je bilo več grobišč tako iz starejše železne dobe, kako tudi potem iz mlajše železne dobe nekaj grobov, potem pa imamo tudi posamične najdbe, ki verjetno nakazujejo tudi na grobove, ki segajo v antično obdobje. Se pravi, tudi rimski čas je tu zastopan, in potem tudi ta lepi, to je estetika in stvar okusa, ampak stvar vsakega posameznika, ampak ja, vsekakor svoje dni zelo sloveča najdba te velike kamnite plastike leva, ki naj bi izviral iz Starogledu nad Podbočjem. Tam naj bi bil najden po poročilih, ga je pa Pečnik, mislim, da pridobil za današnji Narodni muzej Slovenije, takratni deželni muzej od gostilničarja v Kostanjevici, ki si ga je postavil potem pred svojo gostilno. Tako da ta se nahaja zdaj v lapidariju Narodnega muzeja. In kaj je bilo še znanega o tem najdišču, se pravi, poleg teh prazgodovinskih starejših najdb, tudi antičnih, so v samem začetku 20. stoletja kmetje tukaj naleteli na dva novčna zaklada iz obdobja srednjega veka, leta 1903 in 1905. Del teh novcev je bil potem odkupljen, Košljan je odkupoval te novce, del jih je odkupil v bistvu za Prirodoslovni muzej na Dunaju in se nahajajo v tamkajšnji numizmatični zbirki, manjši delček jih pa hranijo na numizmatični zbirki Narodnega muzeja Slovenije. Zanimivi so te novci in so zelo zgodaj zbudili tudi zanimanje numizmatikov, tako tukajšnjih, avstrijskih, kako tudi potem širše, ker gre za sicer različne kove, ampak izrazito prevladujejo takšne enostransko kovani novci, tako imenovani brakteati, zelo tanke srebrne pločevine izkovani, ki imajo pa samo na eni strani motiv, na hrbtni strani je pa samo negativ tega istega motiva. Tako tenki so, da jih ni mogoče z dvema puncema, oziroma z dvema žigoma izkovati. Zakaj so tako zanimivi? Dobro, to vse poznamo, ampak dejstvo je, da se samo na tem najdišču pojavljajo nekateri motivi na teh skledastih novcih, enostransko kovanih novcih, ki jih gre za kove češkega kralja Otokarja II. Přemysla. Mislim, da je neka ovnova glavica, če se ne motim, je lastna oziroma je poznana samo z tega najdišča. Skratka, domnevajo numizmatiki, da so morda ti novci bili, ali pa vsaj nekateri od njih kovani nekje tu v tem delu. Otokar II. Přemysl je v 70. let 13. stoletja izkoristil interregnum v nemškem kraljestvu, pridobil na svojo stran oziroma tako ali drugače zavladal v avstrijskih deželah, tudi na Kranjskem in je 6 let tudi na Kranjskem izvajal oblasti, dokler ni potem ga Rudolf Habsburški premagal in se je leta 1276 ta epizoda Otokarjeva v tem koncu končala skupaj z njegovim življenjem.
No in zanimivo je, ne, da sta ta dva novčna zaklada v loncih zakopane večje količine novcev, da sta bila najdena na tej utrdbi, kar je takoj numizmatike napeljalo na razmislek o tem, kar je pravzaprav zgodovinsko ozadje, in so domnevali, da je pač na tem gradu, ki ga poznamo, oziroma smo ga poznali samo pod imenom Stari grad nad Pobočjem, se pravi moderno toponima, da je tukaj pač na tej utrdbi imel češki kralj svojo vojaško posadko, ki je brško nekako ne držala v njegovem imenu oblast nad tem obmejnim območjem, obmejnim z Ogrsko. Da je morda to denar, ki je bil namenjen za plačilo teh vojakov ali kakorkoli že, to so bila pač nekakve interpretacije numizmatike. Okay. To je bilo znano, predno so se začela potem arheološka izkopavanja na območju gradu v 70-ih letih in potem ponovno v prvih letih od leta 92 do 95 smo kopali, 4 sezone smo bili gor. In odkrili sledeče. Izkopavali smo v samem območju grajskega jedra, da je to grajsko jedro bilo popolnoma jasno, že tudi brez lidarja in posnetkov iz zraka, zato ker je enostavno bilo toliko ruševine na površju. Predno smo začeli delati, je kmet, takratni lastnik, poskusil to kopo, ruševin, kjer je prej raslo samo grmovje in trne, je poskušal malo vendarle z buldožerjem uravnati, pa sterasirati, pa narediti vinograd, ali kaj sem kaj. In takoj, ko je začel buldožer to kopati in odribati, se je izkazali, da je samo kamen izpodaj. Je ta projekt opustil, ampak spodbudil je pa s tem nas, arheologe, da smo šli pogledati, kakšno je stanje, kaj je sploh še ohranjenega. In smo se tako lotili dela. 4 sezone, se pravi, vidim skupaj, recimo, da smo bili skupaj 2 meseca, pa pol do 3 mesece, nekaj takega na terenu, če vse seštejem, ne več, mogoče 4 mesece. In v tem času smo raziskali približno 236 kvadratnih metrov površine, s tem, da ne celote te površine prav do dna, tako rečem, do skalne osnove, ker se je vmes zgodila tako rekoč menjava generacij, prevzem kmetije, in sin pa ni bil več tako zelo navdušen nad tem, da mi po njegovi zemlji razkopavamo in smo se potem pač dosegali nek dogovor, da smo en del najdišča raziskali do konca, do dna, do skalne osnove, ostalo pa smo enostavno samo zasuli nazaj. Začeli smo namreč odpirati to veliko površino do prvih tako imenovanih kulturnih plasti. Se pravi, toliko, da smo odstranili ruševino, da smo prišli do zidov in do tlakov, do prvih, recimo, nekih konstrukcij oziroma, da tako rečem, intaktnih plasti pod ruševino. Potem se je pač zgodil ta zaplet in smo potem izkop nadaljevali samo znotraj tega velikega masivnega kvadratnega stolpa, ki smo ga našli. Ta glavni stolp gradu očitno je imel zidove debele dobra 2 metra, 2,15, nekaj takega, in zunanje mere tega stolpa so približno 10,30 metrov, približno kvadratni, par centimetrov dol. Notranjost smo torej raziskali. Ostalo, kar vemo, je pa, da se seveda na ta stolp z več strani navezujejo drugi zidovi oziroma ostanki drugih prostorov, katerih notranjosti pa pač nismo mogli raziskati oziroma še več niti njihovega tlorisa v resnici ne poznamo. Glede na zidavo, glede na stratigrafijo, najdbe v posameznih plasteh in tako naprej, smo nekako nastanek tega kvadratnega stolpa postavili v 13. stoletje, morda v sredino 13. stoletja ali v drugo polovico 13. stoletja, najverjetneje nekaj dosti prej. In če pogledamo ta zelo skematičen tloris, govorimo o tejle stavbi, na katero so se potem navezovali
navezovali druge stavbe oziroma drugi zidovi, ki so očitno mlajši, kot mi rečemo stratigrafsko mlajši, ker so naslonjeni na nekaj, kar je že staro. Ne. Zdaj, koliko so mlajši, težko reči, glede na način zidave, ne prav veliko, ne, še vedno smo v času, ko se gradi s temi grobo obklesanimi, vendar je približno v neke takšne kvadre, obklesane bloke kamenja, približno enake velikosti se jih potem zlaga v neke vrste, kar nekako se ob koncu 13. stoletja, kolikor vemo, začne počasi opuščati. Ne za 14. stoletje značilna že precej bolj neurejena zidava, tako da domnevamo, da večina teh stavb vendarle nekako nastane v 13. stoletju. V 14. stoletje glede na najdbe iz pripadajočih plasti sodi potem neka pregradnja notranjosti tega stolpa. No, največje presenečenje nas je pa pravzaprav pričakalo potem, ko smo se pregrizli skozi plasti v notranjosti stolpa proti živi skali, proti dnu in naleteli na dva starejša zidova, torej najbolj temno označeno na tej skemi, ki sta sled pač enega zidanega, trdno zidanega objekta, ki je stal na isti lokaciji pred zidavo tega kasnejšega glavnega stolpa gradu. Mimogrede na tej fotografiji zraven je delno ohranjeno vogalno ognjišče, kurišče, pravzaprav bi bilo boljše reči, v temle vogalu, tule noter je bilo, in sicer je bilo urejeno najbrž še v času gradnje stolpa, kot gre razumeti, namreč pod njim stoji, postavljeno je na tole sivkasto zeleno ilovico, ničkrat se jo vidi na tej fotografiji okrog, s katero so uredili prvohodno površino v stolpu. Pod njo je bilo samo eno več kot meter debelo, v bistvu gradbeno nasutje, s katerim so temelje stolpa z notranje strani učvrstili. In tole ognjišče, če se zelo ne motim, zdaj mislim, da je ravno tako imamo en radiokarbonski datum iz tega ognjišča, ki tudi kaže na 13. stoletje. Zdaj seveda koliko zelo natančno, malo težje reči. Tole so ostanki klesanih arhitekturnih členov iz ruševin stolpa. Se pravi, to so ostanki okenskih in vratnih odprtin, ki so se nahajali v stolpu in so ostale v tem stolpu do trenutka, ko je bil porušen. To se je zgodilo potem ob koncu srednjega veka. Nakazujejo pa ti stavbni členi pravzaprav tudi na 13. stoletje, čeprav zdaj, če malo upoštevam neke novejše datacije, recimo primerljivih kosov s to svitkasto profilacijo iz Stiškega samostana, po novejših ugotovitvah kolegice Otar Gorenčič, umetnostne zgodovinarke, potem bi lahko celo nekoliko znižali datacijo, glede pač na ta element. Zdaj, morda je torej nastanek tega stolpa može biti še nekoliko prej, kot smo domnevali, ampak dobro, to lahko pustimo za kdaj drugič, ko bomo morda še uspeli tudi živalski kostni material obdelati in ga tudi izkoristiti še za radiokarbonske datacije. Kakorkoli že. Najstarejša faza, prva faza gradu, ker gre za tako masivno gradnjo, ki je imela zagotovo vsaj dva prostora. Lahko postavimo tudi glede na keramične najdbe, ostanke keramičnih posod, ki se vežejo na sam nastavek stolpa. Najbrž je nastala ta stavba v času okoli 1200. Zelo natančni ne moramo biti, ni za izključiti zadnjih desetletij 12. stoletja, možno je pa tudi seveda še sam začetek 13. stoletja.
To pa je čas, ko se v tem prostoru začne kolonizacija in prostor, na katerem stoji to najdišče, je bil takrat pod oblastjo, oziroma so se ga polastili, se tam zasidrali, pravzaprav vzpostavili svoje gospodstvo ena veja oziroma koroški vojvode, Španhajmski. To je že bilo en zanimiv indic, ta kontekst, kako pravzaprav razumeti oziroma s čim povezati to utrdbo, ki je bila na nek način brezimna. Nekateri zgodovinarji so sicer predtem že domnevali, da bi morda lahko šlo za utrdbo Kostanjevica, ampak to nikakor ni bilo povsem nesporno, obstajala so tudi druga mnenja. S pomočjo tudi arheoloških podatkov, do katerih smo se dokopali z izkopavanjem, smo lahko in potem revizijo oziroma natančnejšim preverjanjem pisnih virov nam je potem uspelo, mislim, da dovolj argumentirano in prepričljivo potrditi tezo, da gre za grad oziroma trdnjavo Kostanjevica, Feste Landestelos, kot se v virih omenja, namreč Kostanjevica je imela več grajskih objektov, ki jih v pisnih virih ni vedno mogoče, da se bo zelo jasno reči, da je zgleda lepše. En mali delček drobnega gradiva, ki smo ga izkopali, mogoče nekaj takšnih zanimivejših objektov oziroma predmetov vsakdanje rabe, od delov oblačil, nekateri predmeti so tudi bili v ognju pozlačeni, spravi so bili zelo lepega izgleda. Tole ne vemo ravno natanko, kaj je očitno neka aplika, ki je bila nekam pričvrščena, ampak zdaj natanko na kaj, kakšna funkcija oziroma za kakšen predmet je šlo, je nemogoče reči, datacija verjetno 13. stoletje. In pa potem recimo škalje, noži, ključi in pa seveda cel kup nekega orožja, to samo posamični kosi za vtisanje, tega je bilo bistveno več odkritega in pa seveda tudi ostanki ostrog in drugih predmetov povezanih s konjsko opravo oziroma z jezdeci. Tale najdba je zelo zanimiva, našli smo v bistvu na površju, še predno smo začeli kopati. V vsej tisti ruševini, ki jo je buldožer razvil, ko so poskušali terasirati za vinograd, to kopo je prišla na plano tale lepa aplika z upodobitvijo vladaja, ravno tako slogovno oziroma s primerjavami nekako datirana v drugo polovico, sredino druge polovice 13. stoletja. Možno bi bila morda nekoliko zgodnejša datacija, ampak precej dobrih primerjav, recimo tam ravno iz tega otokarjevega časa, pa mogoče potem njegovega naslednika Rudolfa Habsburškega. Ne bom rekla, da je kateri od njih tu upodobljena, ampak kakorkoli že, verjetno so bili ali pečati ali novci predloga za to aplikico. Aplika je velika 4 cm in pol, 4 cm in pol, zelo mečkana. Zdaj, kam je bila pričvrščena in svet težko reči, da je bila na kakšnih platnicah, knjige, kakšnih skrinice, ali takega težko rečemo. Ena mala ampula, takole je velika, kaj je bilo notri, ne vemo. Ta je tudi brez konteksta, je prišla, pravzaprav mislim, da v muzej kot detektorska najdba, pa ne naša. In ostanke recimo nekakšnega najbrž enovidnega pripomočka s koščenimi jagodami, koščenimi igranje kocke in pa še cel kup sorodnih predmetov. Tale figurica iz kaolinske gline je zelo zanimiva, namreč izdelovali so jih, kot vemo, v recimo Konstanci v Bodinskem jezeru, imamo zelo dobre primerjave, verjetno lahko domnevamo, da iz tam izvira podobne so bile sicer tudi v Srednjem Porenju in Spodnjem Porenju kasneje, ampak mislim, da je kar Južna Nemčija pravi kraj, kjer lahko iščemo kraj izdelave tega predmeta in predstavlja, kolikor mi je znano še vedno najbolj južno najdbo tovrstnih predmetov. Tako da malo si postavimo v kontekst najdišče in njegove povezave, ki se kažejo v ohranjeni materialni kulturi. Posodje, izrazito prevladovalo seveda keramične posodje vseh vrst.
Predvsej zelo preprostih, pravzaprav vsakdanjih predmetov, vsakdanje rabe, nočke posebej tehnološko zahtevnih, ki hkrati predstavljajo tudi zelo dobre primerjave za nekatere predmete z Gutenberga. In to je ena smer, ki bi jo radi v bodoče raziskali, oziroma eno vprašanje, ki bi ga radi v bodoče raziskali z arheometričnimi naravoslovnimi analizami, ali so dejansko to, kar so oblikovne sorodnosti, med obima najviščema, ali morda dejansko gre tudi za izdelke, ki bi jih lahko domnevno vsaj pripisali istim delavnicam in bi lahko potem razmišljali seveda o tem, kako so se prebivalci gradu oziroma Trdnjave Kostanjevica oskrbovali s posodjem za vsakdanjo rabo, a so bile tu kakšne direktne gospodarske povezave z Gutenbergom, ki sicer je ležal na posesti frajzniške škofije, tako lastniške, nista bili najvišči povezani med seboj. Imamo seveda pa potem tudi nekaj lepših, okrašenih kosov namiznega posodja, zelo lep primer je ta izjemno velik, v originalu, ko je bil cel, je moral biti nekako takole velik vrč iz tako imenovane arhaične majolike, to je ena zvrst posodja, ki so jo v Italiji, srednji in severni Italiji izdelovali praktično od druge polovice 13. stoletja dalje, ampak predmet, kakršen je ta naš, ima primerjave oziroma bi lahko nastal tam nekje od sredine 14. stoletja dalje. In tudi nekako sicer, glede na kontekst, v katerem je bil najden, glede na druge predmete iz iste plasti, lahko kar potrdimo to datacijo konec druga polovica 14. stoletja. Se pravi, imamo tudi uvoženo posodje iz Italije. In potem še nekaj zanimivejših kosov. Tule so odlomki, samo drobni delčki tlakovcev, opečnih tlakovcev, ki so bili najdeni na Starem gradu nad Podbočjem in ki so praktično identični tlakovcem, kot jih poznamo z območja Pleterske kartuzije. Nekateri so bili najdeni direktno v Kartuziji, drugi v cerkvi svetega Ožbalta na Javorovici nad Pleterjami, kamor pa so domnevno prišli iz Kartuzije, potem, ko je Kartuzija bila opuščena oziroma so jo prevzeli jezuiti konec 16. stoletja in so potem tudi preuredili celotno samostan oziroma tudi samostansko cerkev, iz katere najverjetneje izvirajo tlakovci. Za vse te tri imamo pravzaprav primerjave na Starem gradu nad Podbočjem, edini, za katerega ostanek nismo našli. Na Starem gradu je tale in to je tlakovec z grobovnim ščitkom, z 3 celjskimi zvezdami in z napisom Hermanus Comes Cili, fundator Coridoni, se pravi grof Herman Celjski, ustanovitelj te hiše, te redovne hiše oziroma Pleterske kartuzije, ki jo je ustanoval, in ki se je dal tudi pokopati. In so ga celo iz Bratislave, kjer je umrl, prepeljali po njegovi volji, po njegovi želji in ga položili k večnemu počitku pred oltarjem Pleterske samostanske cerkve. Tako da to razumemo lahko kot pač ustanoviteljski, morda celo kot nagrobni napis. Zakaj vam to kažem, zakaj je ta povezava zanimiva? Zato, ker lahko domnevamo, da se je na Starem gradu nad Podbočjem oziroma v Trdnjavi Kostanjevici nekaj v gradbenem smislu dogajalo, preurejalo v času, ko so urejali cerkev oziroma katerega drugih prostorov v jedru Pleterske kartuzije. Pleterska kartuzija je bila celjska ustanova. Če so zdaj torej delavnice, ki so delale za Kartuzijo, da je del teh njihovih izdelkov končal tudi na Starem gradu nad Podbočjem, še več, če so tukaj bili tudi položeni tlakovci s celjskim grbom, potem to gotovo ni naključje, ali pa kar tako, ker je nekdo nekaj kupil, kar je ostalo, viška,
Grba sigurno ne bi dali v tlak, če to ne bi bila takrat celjska posest. Ta povezava je seveda zelo pomembna, ker je dodaten argument v prid tezi, da gre za prednjavo Kostanjevice. Namreč Kostanjevico so celjski podeljni pogodbi z ortenburškimi imeli, so si jo lastili od tam 1418 oziroma 1420, ko to dediščino dejansko tudi prevzamejo, pa potem do 30 let, oziroma potem, ko so se ufajdi s Habsburžani potem morali odpovedati tem posestim. Se pravi, imamo zdaj zelo eno tako ozko okno, 1420 do 1431, ko je bila Kostanjevica, in to izrecno poverih, grad v celjski posesti. Zdaj kaj recimo, če to pod črto potegnemo, pred 1200 najbrže, oziroma lahko pač sklepamo iz te povezave, navezave na pisne vire in identifikacijo, da gre za prednjavo Kostanjevica. Vojvode Španheimski pozidajo prvotni grad, najbrže pred 1200, tam nekje od 1180 naprej bi bilo tako zgodovinsko recimo možno ali verjetno. V sredini, drugi polovici in morda celo nekoliko prej, kot smo videli, nastali potem kvadratni stolp, se pravi, v celoti se tisto prvotno gradnjo poruši, se gradbeni material celo uporabi za pozidavo tega kvadratnega stolpa in se potem okrog njega razvije večji grajski kompleks. V 14. stoletju zagotovo imamo opravka z nekimi prezidavami, vsaj znotraj stolpa, boško ne tudi širše, in v ta čas nekako postavljamo najverjetneje tudi gradnjo obzidja okrog in okrog gradu. Kdaj je bil grad opuščen, je zanimivo vprašanje. Valvazor ga ne pozna, niti ne omenja ruševine, nič takega. No in stari grad kot krajevno ime pa srečamo prvič zapisano v urbarju Kostanjeviškega gospodstva iz leta 1575, ko se pojavi kot neka oznaka krajevna oziroma lokalizacija neke posesti Bajden-Iriškos. To pomeni v bistvu pripusten grad, ne pristali gradu. Ampak ta besedica ne pomeni, da ta grad takrat zagotovo ni bil več naseljen, da je bil opuščen, da je bil pustota, prazen. Glede na arheološke podatke, najdbe, ki jih imamo, pa domnevamo, da se je ta opustitev zgodila že v 15. stoletju, najverjetneje v drugi polovici 15. stoletja. Zdaj, seveda, zelo težko je zelo natančno, zelo ozko datirati arheološke najdbe, ampak zelo malo je takšnih, nekaj je, ampak zelo malo in to iz nekih takšnih nejasnih kontekstov, na površini najdenih predmetov, ki bi jih tako tipološko postavili še v 16. stoletju. In mi vemo, da se je na ruševinah tega glavnega stolpa potem še nekaj dogajalo. Očitno so žgali apno, so uporabili ta apnenca iz teh ruševin, zato da so žgali apno, tako da pa tam kakšen kos, ki je ob tem obležal na kraju, nas ne sme presenetiti. Recimo en grajski objekt, ki je bil do zdaj arheološko raziskan in ki je sočasen Gutenbergu in ki ima tudi kar dobre primerjave, usporednice s samim Gutenbergom. Potem pa še nekaj takšnih domnevno bolj z plemiškim slojem, plemiškim okoljem povezanih najdišč v okolici, za katere pa v resnici je zelo težko soditi, kaj natanko so bili oziroma ostanek česa so bili. Nobeno od teh do zdaj ni bilo res temeljito raziskano, tako da še vedno obstajajo misteriji. Ko jih primerjamo s sorodnimi objekti drugod po Evropi, se nakazujejo zelo različne možne interpretacije. Tako, kar zadeva sledi na površju, pa so si te zadeve lahko med seboj zelo podobne, zato je pač ta problem z interpretacijo. Če začnem recimo kar na tistem skrajnem vzhodnem robu ozemlja, ki sem rekla, da ga bom danes nekako zajela v to predstavitev, Zalog pri Prečni, kraj, kjer je nekdaj stal
grad oziroma dvorec Breitenau med drugo svetovno vojno uničena. Ne ravno na lokaciji tega dvorca, nekoliko severo-zahodno od nje, se ob tele rečici Temenici oziroma kaj sem šla zdaj nazaj, kažejo ostanki dveh takšnih manjših utrjenih prostorov, tega imamo tudi na aerofotografiji, sicer slikanega severa dola. Z jarki obdani prostori, ki pogosto so tako umeščeni v prostor, da izkoristijo neka že obstoječe, težje prehodne ovire za prehod v krajini, se pravi, ali neke občasno recimo mokre okljuke rečne ali pa zamočvirjena območja in jih dodatno še s temi umetno skopanimi jarki in nasipi zagotovijo, torej, da je osrednji prostor nekako obdan, varovan tako ali drugače. Skratka, glavni material, ki je bil uporabljen za konstrukcijo takih pogojno rečeno utrjenih prostorov, je pa pač zemlja in les. Zato govorimo o zemljenih utrbah. Nekaj podobnega, bistveno slabše ohranjenega, se razkrije tudi bližje Gutenbergu, recimo tole nekoliko jugozahodno od Gutenberga smo že na Šentjernejskem polju, pri vasi Dolenji Maharovec, skromne sledi takega prostora, ki je bil tudi toliko še prepoznaven, da se recimo na franciscejskem katastru v parcelaciji kaže, da so parcele glede pač na potek teh jarkov in tako naprej malo oblikovani. No in potem gremo še naprej proti vzhodu in smo že pri Kostanjevici na Krki, kjer imamo kar dva podobna objekta. In sicer eden je tule gor je pravzaprav zaselek, niti ne vas Koprivnik, območje tega naselja, zato je naredišče zdaj poimenovano Koprivnik, mi smo mu dali ime Cizelj 1. Cizelj je toponim, ki se nanaša na tale prostor, na ta zemljišča. Videli smo še neke druge sledi tu spodaj, zato smo pač govorili o tem kot Cizelj 1, druga naredišče Cizelj 2, da govorila bomo o tem, in pa nekoliko južno, potem bliže Kostanjevici pri dvorcu oziroma gradiču gradu Dobrava, ali Dobrava, kako rečejo, v tem gozdiču notri se nahajajo tudi ostanki ene takšne utrdbe. Zdaj, če pogledamo na Lidarju, potem stvar nekoliko bolj očitna postane, tale take kvadratne pravokotne oblike, v tvori so ta spodnja pridobla pa bolj okroglega telesa. Če najprej pogledamo tole pri Koprivniku, takole nekako zgleda iz zraka, se pravi, imamo dva koncentrična jarka, oziroma ta zunanji ni v celoti ohranjen oziroma viden in na sredini pač manjši z jarkom obdan prostor, zelo nasiben tudi nasip okoli. Če malo drugače pogledamo, 97. leta smo to malo raziskali, malo smo naredili tak pregled, površja, zdaj tu so travniki, se pravi, nismo šli ravno razkopavati, ni orano, tako da nismo mogli sistematičnega površinskega pregleda delati, ampak smo si pač pomagali z našimi sodelavci krti, ki radi kaj okrog obrnejo, pa vam prinesejo. Tako da se na teh krtinah po travniku najde kar nekaj keramičnih črepin, ki jih je mogoče po značilnostih izdelave, pa tudi nekaj je bilo takšnih, ki so imeli ohranjeno ustje, ali kakorkoli se jih da vsekakor ne zelo natančno, datira pa vsekakor smo v srednjem veku, poznem srednjem veku, se pravi nekje v 13. in 15. stoletju. Tole je mikrotopografija, skratka nekoliko jasnejši
z gipsom predstavljen tloris. Vidimo, da se ta dva jarka sta potem tudi z nekim kanalom, takole povezana s samo strugo Krke. Zdaj, ali je ta kanal izviran ali ne, Bog si ga vedi, dokler ne zakopljamo, je pravzaprav zelo težko reči. Lahko, da je kdaj kasneje, zamotil lastnike teh travnikov, ki niso želeli, da jim voda toliko časa zastaja v teh jarkih v poplavah, pa so potem skopali kanal za drenažo. Lahko pa bi bil tudi izvirni. Namreč, kaj se je pokazalo? Naredili smo geofizikalne raziskave, uporabljali sta bili takrat dve metodi, geoelektrično kartiranje in pa magnetometrijo, se pravi različne fizikalne parametre, merimo in na ta način ugotavljamo, kakšna je pravzaprav sestava teh sedimentov pod površjem in glede na te odzive oziroma razlike v vrednostih merjenih parametrov, potem se da interpretirati oziroma domnevati, kaj se skriva pod tlemi in kaj bi lahko bilo naravnega, kaj pa je najverjetneje antropogenega izvora. No, rezultati so bili zanimivi v več pogledih. Prvič se je izkazalo, da posebno z magnetometrijo, da se ta jarek zunanji, ki ga na površju ne vidimo več, da je dejansko obstajal, da pa so ga izravnali verjetno zaradi lažje košnje. Namreč tule čez tole gre ravno parcelna meja, dva različna lastnika sta tukaj. Očitno v preteklosti se je lastnik tega severnega zemljišča odločil, da ga ti jarki motijo. No, na drugi strani se je pa pokazalo, da pa na severnem robu, tja proti Krakovskemu gozdu, pa jarka najverjetneje nikoli ni bilo. Zdaj, kaj to pomeni? Da najbrž ti jarki nimajo nujno obrambnega značaja, v smislu prepreke pristopa, ampak da bi lahko razmišljali o tem, da je mogoče bila bolj pomembna njihova vloga drenaže oziroma osuševanja tega osrednjega prostora, ki je tudi ob višjih vodostajih ali poplavah ostal zato, ker so vodo pravzaprav zajemali v te depresije v jarke, je ostal osrednji prostor pač suh. Tako da se tukaj kaže, da najbrž ni treba vedno pri teh objektih razmišljati strogo v smislu vojaških nekih kategorij, čemu služijo jarki in pred koga branijo. No, tudi sicer so se pač pokazali neke anomalije, ki bi morda lahko kazale na obstoj še vendarle nekih arheoloških zanimivih ostalin, morda nekih utrjenih površin, morda deloma tudi prežganih površin, ostankov, morda nekdanjih stavb, takega. No, zanimivo je tudi tole območje, ki je že zunaj, tega z jarki obdanega območja, ki kaže na tako imenovano termoremanentno magnetizacijo, ki je značilna za recimo kakšne peči, ognjišča, tam, kjer se območja, ki so bile izpostavljene zelo visokim temperaturam in so zaradi tega pač tudi imajo drugačne magnetne lastnosti. No, ta sama lokacija je zanimiva tudi zato, ker gre za prostor, kjer se Krka v bistvu neposredno približa Krakovskemu gozdu in ker imamo tule dol, pod tem jezikom zemljišča, ki imajo ime danes Cizel, na nekaterih topografskih kartah se to ime pojavlja, je tu spodaj plitvina v Krki, ki je neke vrste naravni prehod preko reke. Tako da bi lahko nekako razumeli tja to utrdbo, da ima pogojno reči utrdba, tudi v povezavi z nekim nadzorom prehodov poti od Krke. Prehod preko Krke se sicer pojavlja vrisan tudi že na Florjančičevem zemljevidu Kranjske iz 1744, je pa res, da se brško ta brod nanaša na brod pri Hrvaškem Brodu, na to lokacijo, o kateri zdaj govorim. Je pa zanimivo neko druga zadeva, ki jo je vrisal, ki jo je označil na svoji karti, in to je dvor Cuzihov, kot je napisano.
No in če zdaj mi malo pogledamo, kaj vse bi lahko povezali s to lokacijo. Iz pisnih virov se recimo v eni listini oziroma v listini, ki je ohranjena v periferni knjigi celjskih, 1447 da se omenja dvor Freudenau v Krakovskem gozdu pri Gutenbergu. Gutenberg je tu, to je pač Gutenberg dvorec, Gutenberg, ki se je kasneje v Hrvaškem godu nahajal, ampak z istim imenom, pod istim imenom, srednješko naselje. Krakovski gozd je tu pri Gutenbergu, morda gre za isto lokacijo, Freudenau sicer oznaka ime. No, potem se pa že pojavljajo toponimi, ki so pa bližji Cizlju. Tudi ne nazadnje ta Cuzi, Hof, dvor, Cuzi, Cizi, Cizelj, oziroma v 17. stoletju v Orbajih, oziroma že prej v 16. stoletja, se pojavljajo toponimi oziroma neka posestva na območju Cuzoj, Cuzev, kar bi lahko potem bilo pokvarjeno v Cezelj, oziroma tudi na nekaterih kartah se pa pojavlja celo toponim za isti prostor, na Jezeru. In celo Valvazor potem omenja dvor Cezeljo, se pravi niti ne Cuzihov, niti ne Cuzoj, ampak vendar je nekaj, kar je morda ista stvar, nedaleč od gradu Gutenberg, tudi gor v Hrvaškem gradu. Se pravi, zdaj, ali ima ta utrdba kakršnokoli zvezo s tem dvorom, jaz si ta hip ne upam trditi, da gre za dvor sam. Vemo, da so imeli v 17. ali pa konec 16. stoletja, recimo je imela Kostanjeviška cisterca posesti, kmečke posesti na tem območju, se pravi 3 hube se omenjajo in sicer kot rojt, kot novine, na novo izkrčena zemlja, na novo ustanovljene kmetije. In te 3 hiše se potem še pojavljajo že na vojaški karti, recimo z konca 17. stoletja, tudi že v finskem vojaškem zemljevidu, ki prav zelo natančen ni, v smislu razdalje in proporcev, ampak v glavnem neke glavne strukture pa vendar le prikaže. Vidimo 3 enote, 3 hiše in potem tudi na franciscejskem zemljevidu vidimo te 3 stavbe, od katerih se nekaj še tudi v tem naslednjem delu nekako reliefov kaže, ampak tu gre pač ne za ostanke kmetije. Kaj pa je s tem, ali je to ta dvor ali ne, je pa nekaj, kar je lahko pač neka zanimiva hipoteza za preverjanje, morda kdaj je določe, če se bo pokazala prilika. Ok, jaz upam, da ne bom čist predolga. Še ena takšna utrdba, kot rečeno, bližje Kostanjevici, takole nekako zgleda v tem gozdiču pri gradu Dobrava, se nahaja tak kucelj obdan z jarkom, ki leži na robu tega Lačnega potoka, oziroma tudi Prekovski potok, mu rečejo, ki se pride izviva v Krko. Ta potok je očitno tudi že nekoliko v preteklosti erodiral severni rob tega objekta. Tukaj smo tudi v lanskem letu opravili geofizikalne raziskave s kombinacijo 3 metod, pravzaprav magnetometrije, električnega kartiranja in meritev magnetne susceptibilnosti. Ne bom šla v detalje, ne bom predolga, ampak tudi tukaj se morda še bolj kot na Cizlju, ki je očitno že kar precej izravnan, se kaže zelo velik potencial za nadaljne raziskave, oziroma se kaže, da bi lahko pričakovali pod površjem še sorazmerno dobro ohranjene ostanke nekdanjih stavb in drugih konstrukcij, in se rezultati vseh 3 metod med seboj pravzaprav ujemajo oziroma dopolnjujejo v neko sliko, ki kaže, da lahko pričakujemo na tem srednjem delu najbrž ostanke nekih domnevno lesenih in izgorelih objektov, tele linearno razporejene anomalije nakazujejo, da ne gre zgolj za nekaj utrjene površine, ampak za nekaj, kar po svoji razporeditvi nakazuje verjetno potek nekih zidov, pregrad, tako že.
Ja, to se seveda nekako odraža tudi na površinskih najdbah, kjer je na površju pač najd na tleh ostanke žgane gline oziroma ilovice, ne, se pravi, verjetno gre za ostanke nekih ali z ilovico ometanih sten, tal, ostanke morda nekih kurišč, peči ali kaj podobnega. Podobno tudi geoelektrična upornost nakazuje prisotnost nekih utrjenih površin, ki so lahko povezane z objekti ali pa z dvoriščnimi prostori, skratka, ki nakazujejo na neke človeške posege v prostor, ne gre za najbolj naravne odzive oziroma naravne lastnosti tal, malo drugačne narave in morda povezane bolj potem z rabo tega prostora v stoletjih že po propadu tega objekta, so pa potem te tako imenovane anomalije zunaj oziroma ob robu samega objekta. Ampak seveda vse to bi bilo treba zdaj preveriti z podpovršinsko, pač z nekimi ali vrtinami ali testnimi izkopi. Če bo le mogoče, bomo pač poskusili se tega v prihodnje tudi lotiti, zato da bi enostavno bolje razumeli na eni strani rezultate geofizikalnih raziskav, na drugi strani pa seveda tudi samo naravo teh objektov, ker v Sloveniji imamo do zdaj pa res samo manj meri raziskanega, samo enkrat, to je Golek, oziroma Gradišče pri Goleku, pri Dragatušu v Beli krajini. Zdaj, če imate še voljo in čas, zaključim še z eno temo, še z enim najdiščem, pa obljubim, da ne bom predolga. To pa je, se pravi, zdaj, če smo govorili o plemiških najdiščih oziroma morda nekih utrjenih kmetijah, dvorih, bolj gospodarske narave, kakorkoli že. Žal kakšnih vasi ali kaj takega nimamo raziskanega, imamo eno urbano naselje, ki je predstavljeno na razstavi in o njem pač nisem govorila, Gutenberg. In zdaj, kaj nam še ostane, seveda cerkve in pokopališča, izredno pomembna skupina, pravzaprav najdišč, ostalin, brez katerih pač ne moramo razumeti takratnega življenja. Zdaj tudi na Gutenbergu oziroma v tamkajšnji cerkvi Svetega Nikolaja so seveda bile opravljene raziskave, opravljene izkopavanja. Izkopanih je bilo 44 oziroma še zunaj en par krogov, ki so pa pretežno bržkone novoveški. Celo tisti, za katerega so mislili, da je na začetku bila interpretacija celo tam nekje 11. stoletje, pa duhovniški grob in tako naprej se je potem pač izkazal seveda za mnogo mlajšega, za ženski grob, za plemkine, vse to je na razstavi pokazano, da imamo opravka s 16. stoletjem. Zdaj, v bližini Gutenberga je pa v srednjem veku že obstajalo še eno župnijsko središče in pa tudi naselje, ki je bilo tekom srednjega veka najbrž že ne tako zelo pomembno, in precej v senci Gutenberga je pa potem doživelo svoj vzpon v novem veku in to je seveda Šentjernej s cerkvijo Svetega Jerneja, ki je bila leta 84 in 85 arheološko raziskana, ker so se lotili prenove tlakov, pa mislim, da so njihovo ogrevanje uredili ali nekaj takega. In je takrat kot eden prvih cerkvenih objektov na Slovenskem bil tako rekoč skoraj da v celoti arheološko izkopanje. To takrat ni bila praksa, ni bilo še ravno splošno uveljavljeno, da bi se arheologi ukvarjali tako podrobno z mlajšimi obdobji, posebno pa ne z grobovi oziroma s pokopališči. Če je kje slučajno kaj prišlo na plano, se je pač dokumentiralo, ampak niso se pretirano s tem ukvarjali. Žal, smo ob tem izgubili veliko dragocenih informacij, recimo tudi v Ljubljani,
Sveti Krištof, kamor se je ljubljansko glavno pokopališče selilo ostanke Navne, ki imamo ta spominski park slovenskih velikanov slovenske kulture še ohranjen. To je bilo kopano, ko se je gradilo, predno se je gradilo gospodarsko razstavišče, ampak nobene dokumentacije nimamo niči ohranjeno, tako da je bilo bolj ko ne spremljeno. No, v glavnem, leta 1984 kolega Borut Križ, ki je bil takrat na Zavodu za varstvo kulturne dediščine v Novem mestu zaposlen, je prevzel arheološko nadzor, oziroma potem tudi dejansko izkopavanja nad tem posegi v tla znotraj cerkve, tako da imamo mi nekdanje staro šentjernejsko pokopališče v bistvu raziskano, vendar samo tisti njegov del, ki je znotraj cerkve. Situacije okoli cerkve, kjer se je nekdaj širilo, pokopališče, ki je zdaj predstavljeno na severni rob Šentjerneja, o tem ne vemo ničesar. To je že en problem, ampak vendarle. Skratka, raziskana je bila praktično skoraj da celotna notranjost cerkve, tule spodaj tega vogala, mislim, da niso nič kopali. No, ob tem so seveda našli ostanke starejših cerkva, predhodnic današnje cerkve, oziroma starejših gradbenih faz, recimo, starejših prezbiterij je bil največkrat predelano. Ampak ja, v jedru se skriva v bistvu tudi zelo schematično predstavljeno ostanki najstarejše prvotne romanske cerkve, ki je bila potem relativno hitro povečana in se je, približno v teh gabaritih je šla ladja, ampak od romanske cerkve so potem imela očitno 3 apsidalni zaključek, potem pa sledi gotska prezidala s tem prezbiterijem, več petosminsko zaključenje in pa potem še barokizacija cerkve s stranskimi kapelami, zakristijo in seveda tudi predrugačeno prezbiterijem na tem vzhodnem zaključku. No, ampak ne bom jaz se zdaj z arhitekturo spuščala in tako naprej, ampak bi samo nekaj malega povedala o srednjeveških pokopih, o tem, kaj so nam pokazali oziroma kaj vemo zdaj o pokopavanju v srednjem veku pri enem takšnem župinskem središču v okolici Gutenberga. Skratka, odkrita je bila torej najstarejša cerkev, ki je že zidana iz kamna, ki ima enostavno polkrožno apsido in na to fazo nekako se stratigrafsko navezuje, to je prelet arhitekturnega razvoja, ne gremo samo hitro čez, da vidimo te faze, kaj od arhitekture gre pripisati kateri fazi, srednjeveški oziroma do 16. stoletja, recimo, no, zdaj, če pa pogledamo grobove, v tisto prvo fazo, najstarejšo, ko smo imeli opravka torej s to malo cerkvico, in ki jo datiramo nekako v 12. stoletje, konec, bolj proti koncu 12. stoletja, morda, ali pa tudi prej, jaz ne vem, podatki za Šentjernej so kar zgodni, no, ampak seveda, zgolj iz same te arhitekture, tega se ne da zelo natančno datirati. Imamo nekaj grobov, ki bi jih lahko kolikor toliko zanesljivo postavili v ta čas glede na stratigrafsko situacijo. In kot se izkaže, vsi ti grobovi ležijo pravzaprav zunaj te prvotne cerkve. Spravi, v tem času se skladno z cerkvenimi predpisi, da ne rečem bolj željami, ker so vedno znova popuščali in iz takšnih ali drugačnih razlogov omogočali tudi pokop znotraj cerkve. Ampak, ne vem, skladno s to vsaj deklarativno usmeritvijo cerkve, se je v tem času pokopavalo okoli cerkve in ne znotraj cerkvene stavbe. Podobno nekako velja potem še tudi v naslednji fazi, ko imamo opravka s to mlajšo romansko cerkvijo, recimo druga polovica 12. ali pa morda sam začetek 13. stoletja, tudi bi bil še vedno možen. Za nastanek te triapsidalne cerkve, tu v to fazo sodi pa ena izredna gostota pokopov
ki se gužvajo, tako rečem, ki se stiskajo za cerkveno, za steno pač cerkvenega prezbiterija, apside. Skratka, kar imaš občutek, da silijo, da poskušajo biti čim bliže oltarju, čim bliže temu najsvetejšemu, odkoder bo pač prišla Božja milost in odrešenje in zveličanje ob koncu časov. To je tako. Morda, teoretično bi lahko, oziroma nekaj indicov je stratigrafskih, da bi lahko v to fazo uvrstili tudi ta pokop oziroma dva, ki bi potem takem se zgodila oziroma bi ležala znotraj takratne romanske cerkve. Ampak večina njih je še vedno torej zunaj in kot vidimo, ta bližina oltarja je bila res pravi magnet za takratne pokojnike. Zdaj, potem sledi seveda še cela vrsta novoveških pokopov, ki se nahajajo znotraj cerkve, ampak o njih ne bom govorila, kaj pa so opažanja arheološka in pa tudi fizično-antropološke raziskave povedale o teh pokopih oziroma pokojnikih iz obdobja srednjega veka. Ja, pokopavalo se je predvsem zunaj cerkve in očitno je bila neka tendenca oziroma želja, verjetno največja gostota pokopov ob oltarnem prostoru ob vzhodnem zaključku cerkve. V mlajši srednjeveški fazi torej se najverjetneje srečamo tudi s posamičnimi pokopi znotraj cerkvene stavbe. V tem času, vsaj v Šentjerneju, ne moramo prepoznati kakršnega koli reda v razporeditvi grobov oziroma pokopov, se pravi, nimamo nekih vrst ali kakorkoli. Je pa praktično brez izjeme bila zabeležena ta klasična, tipična krščanska usmeritev pokopa, zahod-vzhod, se pravi glava na zahodu in noge na vzhodu, tako da pokojnik pravzaprav gleda v smeri vzhoda, odhodar se nekako, kjer je pač svetla dežela in odhodar se pričakuje Kristusov ponovni prihod, Kristus, sonce, se bo prikazal na vzhodu, zato pač so pokojniki pripravljeni na trenutek, ko bo treba ustati. Za srednjeveške pokope nekako je značilno v primerjavi potem s kasnejšimi novoveškimi, da je nekak tipična lega pokojnika seveda na hrbtu in pa lega rok iztegnjene ob telesu ali položene na medenico. Se pravi, tako da so še vedno kar precej iztegnjene, prekrižane, recimo dlani na medenici, ampak ne pa na prsih. To, kar postane potem predvsem v mlajši fazi bolj na trebuhu ali na prsih prekrižane roke, sklenjene roke. Predmetov, bodi si pridatkov, bodi si ostankov moše v srednjeveških pokopih, grobovih praktično ni. Je nekaj posamičnih primerov, ki so najverjetneje nekoliko mlajši, morda tam 14-15 stoletje, glede na možne datacije teh predmetov, kjer pa gre v glavnem za dele, kovinske dele oblačil, v katerih so bili pokojniki pokopani. Zdaj, za srednji vek iz cele vrste drugih virov in seveda iz množice raziskanih, arheološko raziskanih grobov širom Evrope vemo, da je bilo navadi, norma, je bilo pravzaprav pokopavanje golih trupel ovitih v mrliške povoje oziroma v mrliške prte. Krste, uporaba lesenih krst, ni popolnoma tuja srednjemu veku, ampak vsekakor ni bila norma ali zelo razširjena še v tem času, tako da tudi pri teh srednjeveških pokopih nekih ostankov krst, sledi strohnelega lesa, recimo nekih temnih lis v polnilju groba ali pa ostankov žebljičkov, recimo, s katerimi so bile krste izbite, kaj takega v srednjeveških grobovih ni bilo opaženega, v mlajših pač. Nekaj domnevno ostankov krst bi lahko pač prepoznali samo v
2 ali 3 primerih, ki jih morda lahko uvrstimo še v zaključno fazo srednjega veka oziroma te faze pokopavanja pred potem pregradnjo cerkve v 16. stoletju. In fizično-antropološke analize, kaj nam torej povedo o ljudeh, ki so tukaj dejansko bili pokopani. Zdaj, analizirani so bili v resnici samo srednjeveški pokopi, v glavnem ti zadej izza cerkvene apside, medtem ko mlajših novoveških takrat niso pregledali oziroma analizirali, tako da imamo podatke v resnici samo za srednjeveške. No, 52 intaktnih grobov in nekaj tako dislociranih, da tako rečemo, prekopanih prostih ostankov je antropologinja Petra Leben-Seljak pregledala in ovrednotila, ugotovila, da pripadajo te kosti vsaj 107 različnim osebam, od tega je bilo 30 otrok in 77 odraslih, se pravi kar visok procent otrok, kar je pričakovano glede na neke posredne podatke o smrtnosti, umrljivosti otrok, ki jih imamo, je pa recimo v arheološkem smislu pogosto ravno nasprotno, da ugotavljamo, da nam otroci na pokopališčih manjkajo. Razlogi so lahko zelo različni, pač jih arheološko ne najdemo, ne prepoznamo, ampak ja, ta 28%, tretjina skoraj otrok, dobra četrtina otrok v populaciji umre, to je kar, oziroma dobra četrtina otrok med pokopanjem je kar ustreza nekaj, recimo, predstavljamo o umrljivosti otrok v srednjem veku. Več grobov je bilo takšnih, da so bili odkriti ostanki 3 pokojnikov. Telesna višina, ni bilo mogoče pri vseh tega opredeliti, ampak tam, kjer je bilo možno, vidimo, da je zelo malo, 8 moških pokojnikov je bilo bržkone visokih tam nekje od 164 do 176 cm, se pravi, nekoliko manj kot danes, ampak nič tako zelo je ekstremno pravzaprav, nič kot tudi sicer vemo iz drugih okolij, tudi možje z telesno višino 180 cm in več niso bili prav zelo hudo redki, čeprav niso bili ravno norma. In samo 2 ženski sta bili na ta način je bilo mogoče določiti imamo telesno višino okrog 125 cm. Ampak zdaj samo iz 2 osebkov je težko sklepati na neke značilnosti celotne populacije. Ni bilo mogoče na kosteh ugotoviti prav veliko sledi bolezni, ki bi pustile sledove na kosteh, ali pa drugih nekih sprememb, iz katerih bi lahko sklepal mogoče na neke težke ali pa takšne drugačne življenjske pogoje. Ni bilo na tem kostnem materialu nekih zelo jasnih sledi. Zanimiv primer, recimo, je bil pa ta moški iz groba, ki so mu arheologi naredili oznako, številka 38, umrl je v zreli dobi, star 41 do 50 let, bil pa je očitno ubit, na retencih je bilo vidno, da so mu pač prerezan vrat oziroma grl, očitno res sprejeli. Tako da je najbrž že umrl v kakšnem nasilne smrti, morda v kakšnem konfliktu ali kakorkoli. Še ena preglednica, kakšna je bila starost od smrti, ali je vidno pač, da so zastopani ljudje vseh starosti, ampak kot smo rekli, nekaj precej je umrlih, med umrlimi otrok, ki so umrli v pretežno zelo zgodnji dobi. Novoveški pokopi so pa malo drugače razporejeni, tudi ko ne gre za osebe, ki so nekoliko drugačnega statusa, pa nekoliko višjega statusa v populaciji in so imeli tako drugače pravico biti pokopane znotraj cerkve. Se pravi, ta ritus se v novem veku zelo spremeni, pa ne bomo več nadaljevala, da ne bomo predolgi, to ni pa šlo. S tem nekako zaokrožujem ta sprehod skozi najdišča, ki so bila arheološko v večji meri recimo raziskana
v širši okolici Šentjerneja in otoka, nekdanjega otoka pri Dobravi. Zahvaljujem se za pozornost, za vztrajnost in seveda, če ima kdo kakšno vprašanje, sem na voljo. Hvala lepa.